lep dober dan in dobrodošli na današnjem lepem dogodku tukaj na Jerneju, kjer se bomo danes skupaj veselili več pomembnih pridobitev za to simpatično krajevno skupnost, med katere med drugim sodijo obnova podružnične osnovne šole Sveti Jernej, pa rekonstrukcija križišča lokalnih cest Sveti Jernej in priključka kraka lokalne ceste. Hvala vrtičkarjem. Torej, na tej šoli so doma tudi vrtičkarji, najmlajši otroci vrtca, ki bodo zdaj še malo kulisov ustvarjali, ker jih čaka potem še ena glasbena točka. Popeljali so nas torej s pesmico Gradimo prijateljstvo, gradim prijateljstvo. Torej, poleg dejanske gradnje in obnove infrastrukture bi lahko rekli, da pa je gradnja medčloveških odnosov še skoraj pomembnejša. Zato je izjemno lepo brati, kako so te nove pridobitve, ki se jih danes tukaj skupaj veselimo, pravzaprav plod lepega sodelovanja domačinov, lokalne skupnosti in seveda strokovnjakov in kako v takih manjših vaških sredinah ljudje še znate stopiti skupaj in graditi prijateljstvo. Dovolite mi, da na tem mestu seveda prijazno pozdravim vse, ki ste se nam danes pridružili, najprej pa vse 3 gostitelje današnjega dogodka in tudi današnje govornike, malce kasneje župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Predsednico krajevne skupnosti Sveti Jernej, lahko bi rekli vašo županjo, gospod Ano Sevšek. Ravnateljica osnovne šole Loče, gospod Metko Ambrož-Bezenšek. Pozdrav tudi ravnatelju vrtca, gospodu Tomažu Popoviču. Iskreni pozdrav tudi vsem ostalim predstavnikom občinske uprave ter tudi občinskim svetnikom in vsem izvajalcem del, ki jih bomo tekom prireditve še omenili in ne nazadnje vsem uporabnikom teh novih prireditev, našim glasnim vrtičkarjem, oglašenim tudi učencem osnovne šole, učiteljem in krajanov. Skratka, hvala vsem skupaj, ker ste danes z nami. Tako da ne bom več čisto prestrašila teh naših malčkov, bo zdaj sledila še ena pevska točka. Tokrat bodo za vas zapeli Cicipanovo Zdravljico. To je takšna zelo svečana pesem, kaj pa drugega, če se ji reče skoraj tako kot Prešernovi Zdravljici, ki je naša himna, zato naj nas popelje v svečano nadaljevanje našega dogodka. Hvala otrokom za tale res simpatičen nastop in preden nas zapustijo, naj povem še to, da so se v preteklih dneh oni namreč preizkusili tudi kot pravi slikarji in bili, kot vidite, pri tem zelo uspešni, da so naredili kakšno lepo razstavo okoli nas in sicer postavili so na ogled prav v današnjem dnevu, sicer pa so ustvarjali skupaj s slikarjem Vojkom Kumrom. Torej, pri slikanju je bil njihov mentor in za kar se mu tako otroci kot tudi vzgojiteljice iskreno zahvaljujemo. Tako, v času poletnih počitnic je občina Slovenske Konjice poskrbela za prenovo kar 2 podružničnih osnovnih šol, Tepanje in Sveti Jernej. In danes smo tukaj zato, da pogledamo, kaj vse je bilo postorjeno tukaj na tej šoli v času od oktobra 2021 pa do konca letošnjega junija. V vseh prostorih šole so zamenjali vsa lesena okna s plastičnimi, na vseh oknih so nameščene
nove zunanje žaluzije, nekaj oken ima tudi komarnike in vhodna lesena vrata so zamenjala aluminijasta vrata in za vse omenjeno so poskrbeli pri senčivih senicah. V telovadnici osnovne šole Jernej, torej tukaj, kjer se danes nahajamo, so bile na okna nameščene nove zaščitne mreže, za kar gre zasluga izvajalcev Poljegredi Slovenske Bistrice ter podpornikoma Zavodu za šport Slovenske Konjice in krajevni skupnosti Sveti Jernej. Na severni strani šole Jernej je bila obnovljena okolica in sicer so bili na novo vzpostavljeni odtoki meteornih voda strehe, na novo postavljena igrala, nameščena podloga, podigrali, ob šoli so položili plošče, za vse to gre zahvala izvajalcev gradbeništvu Gačnik. Zamitene so bile vse stropne luči z varčnejšimi sijalkami, v vseh učilnicah, telovadnici, garderobi šole in novo so tudi manjša zunanja vrata pred stopniščem v korilnico in za vse našteto gre zahvala gospodu Milanu Furmanu pa za izdelavo vrat pred stopniščem v korilnico. Šola Jernej je dobila novo fasado, oplesk in tudi nov nadstrešek nad vhodom stopniščem v šolo, za kar so poskrbeli pri fasadah vezivk. Obnovljeno pa je bilo tudi samo stopnišče pred vhodom v šolo, kar gre zahvala kamnoseštvu Čakš Jože in je za ta del izvedbe torej zaslužno, in pa parkirišče pred šolo Jernej je bilo prevlečeno z novim asfaltom in na novo so bile narisane označbe za parkirna mesta, za kar pa je poskrbel vod Slovenske Konjice. Strani vodstva podružnične osnovne šole mi je bilo posebej naročeno, da se na tem mestu zahvalimo tudi vsem sosedom osnovne šole Jernej in tudi družini Mlakar za privolitev, da so lahko posekali gozdno drevje na severni strani šole. Matej Vučina pa je brezplačno poskrbel tudi za posek tega drevja in spravilo lesa. V času prenove šole pa se je dogajalo okoli še marsikaj, mimo nje se je uredila tudi nova cesta s pločnikom, osvetljena z obcestnimi svetilkami in novima avtobusnima postajališčema, kar bo seveda skupaj pripomoglo bolj varni poti in iz šole. Omenjene posege so izvedli vod Slovenske Konjice, Gradnja Margoč in Plemas elektrostoritve. Tako zaradi vseh teh pridobitev smo danes tukaj, zato sedaj prosim za besedo župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Lep pozdrav. Torej sem nekoliko ganjen, vesel, da sem danes tukaj. Gospod Branko Založnik se je v prejšnjem mandatu občinskega sveta začel trudil, da bi do teh pridobitev na tem vašem kraju prišlo. Žalost, ni bil uspešen. Zato smo to naredili sedaj. Šola, ki je skupaj z vrtcem, je izjemno pomemben objekt tukaj v Svetem Jerneju. Je duša kraja, je duša življenja. Tukaj se dogajajo velike pomembne stvari za ta kraj. Tudi infrastruktura, ki je bila tukaj narejena, ki pomore, tako kot je bilo že rečeno, varnost, ni bilo varno. In tudi cesto, ki smo naredili skupaj s krožiščem, se gotovo je velika pridobitev za ta kraj. Ampak delo še ni konec. Tudi na nadaljevanju bo treba še vlagati v to šolo, mora da bi se menjati oziroma veliko. WC-je, potem zunaj čistilno napravo, tudi glede same infrastrukture oziroma cesta čaka še veliko dela. Uvoz v Sveti Jernej spolja je treba urediti to načrte za naslednje leto. Torej, tudi na področju šolstva čaka veliki izzivi, investicije. Drugo leto gremo v prenovo osnovne šole kot Dvoron, to je milijonska investicija, ki je tudi potrebna. In kot je bilo omenjeno, smo uredili tudi šolo v Tripanje, ki je bila tudi potrebna sanacija obnove in zagotovitve neke energetske učinkovitosti. Torej, kaj naj rečem? Vse te investicije, ki se danes pogovarjamo, znašajo preko 400 000 evrov. Celoti so sredstva bila namenjena iz občinskega proračuna, za
Zato zahvala tudi članom občinskega sveta, ki so moje pobude, ki so delane, vse te stvari tudi potrdili in tudi potrdili, da so se izvedli. Hvala tudi izvajalcem, ki so se potrudili, preko je bilo našteto, do je vse naredil, tudi vse plačano, vse to ne postojno, pa se leca, ne. Ampak res so se potrudili pristopi in izvajalci, ki jih imamo v našem okolju, se sploh za take objekte, ki so namenjeni za otroke, zelo potrudili. Torej, hvala lepo vsem. Jaz upam, da boste zadovoljni, da se boste tukaj dobro počutili in starši in zaposleni, seveda vsem otroci, za katere to vse namenimo. Hvala lepo. Hvala županu. Za te besede sedaj pa k mikrofonu vabim še predsednico Krajevne skupnosti Sveti Jernej, gospod Ano Sevšek. Spoštovani krajani, krajanke, otroci, gospod župan Darko Ratajc, ravnateljica gospa Meta Ambrož-Beznišek, spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Velika in zelo raznolika družina smo, vsak s svojimi željami, potrebami in pa pričakovanji. Vse pa nas druži prizadevanje za boljšo kakovost življenja v kraju, za našo lepšo in sodobnejšo prihodnost. Tako smo se skupaj z občino Slovenske Konjice lotili preureditve jedra Svetega Jerneja. Šlo je v bistvu za dva projekta, za izgradnjo avtobusnega postajališča pri osnovni šoli in pa ovire za umirjanje prometa. S tem smo poskrbeli, da se je v okolici šole umiril promet in pa poskrbeli za bolj varno pot šolarjev v in pa iz šole. 3-krakno krožišče smo preuredili v tako imenovano mini povozno krožišče. Marsikdo je težko razumel, zakaj se tega lotevamo. Odgovor je bil predvsem zaradi tega, ker gledamo v prihodnost. Mini povozna krožišča so nov način urejanja prometne infrastrukture, kjer se zmanjša število nevarnih mest oziroma se zmanjša možnost za nesreče. Gre tudi za estetski videz in nenazadnje oviro, ki na naraven način pripomore k umirjanju prometa. Ob tej priliki bi se tudi rada zahvalila vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k izgradnji krožišča, avtobusnega postajališča in pa pripadajočih krakov, javne razsvetljave in drugih del. Hvala občini Slovenske Konjice, osnovni šoli Jernej, vrtcu Jernej za izvedbo prireditve, svetnikom Krajevne skupnosti Jernej, krajanom in pa krajankam za strpnost pri nevšečnostih ob gradnji in pa vsem, ki ste na kakršenkoli način poskrbeli, da so se izvajalci del ob kavici in pa soku posladkali. Skratka vsem, ki ste razumeli potrebo po preureditvi našega središčnega kraja. Zahvalila bi se tudi vsem izvajalcem del, VOC, GMI, Plemas, Elektro, Slovenske Konjice in drugim za kvalitetno opravljeno delo, ki so kljub visokim poletnim temperaturam dela opravljali odlično. Skratka, iskrena hvala vsem in pa varno vožnjo skozi nove cestne pridobitve. Sedaj pa si bomo ponovno privoščili malo glasbenega predaha. Kot vidite, tukaj na moji levi že čakajo otroci, torej učenci podružnične osnovne šole Jernej, združeni danes v pevski zborček, ki nam bodo skozi svojo pesmico oziroma dve povedali, kako je prvič iti v šolo in kdo je mali potepuh. Oder je vaš. Na
Odličen nastop tole, hvala lepa. A še imate za danes kakšno točko? Ja? Kar zdajle? Ja? Pa sem jaz prehitro prišla na oder, ali boste kar z mano počakali? Ok, potem bomo pa zdaj naredili tako, da bomo k mikrofonu pa vabili še ravnateljico osnovne šole Loče, saj vemo, da so oni tisti, ki se te pridobitve res najbolj veselijo, in potem počakali, kaj so naši učenci, torej še pripravili za nas. Spoštovani gostje, učenci, starši, profesorji, prisrčno pozdravljeni med nami. V čast in veselje mi je, da lahko danes spregovorim ob otvoritvi naše obnovljene podružnične šole Jernej. Težko je izraziti in opisati občutke, ki jih nosimo v srcu vsi, ki smo želeli, upali in verjeli v to, da pride tudi ta trenutek, ko bomo skupaj proslavili tako velik dogodek v našem kraju. Prav gotovo je odprtje obnovljene šole vesel dogodek za našo občino, še posebej pa za naše učenke, učence, njihove starše, učiteljice ter ostalo šolsko osebje. V lepo urejeni šoli bo počutje zagotovo bolj prijetno, pouk bo potekal še bolj kakovostno. Obnovljena šola je znak, da imamo v kraju življenje, da se pridobiva nova znanja, da vlada ambicija, da mlade izučimo, da jih vzgojimo, da jih navdahnemo s pogumom in da jih pošljemo v svet z njihovimi talenti in kot same ustvarjalne osebnosti. Občina Slovenske Konjice, krajevna skupnost in delavci šole si prizadevamo za ohranjanje podružničnih šol ter zagotavljanje enakovrednih materialnih pogojev, saj se zavedamo posebnega pomena podružničnih šol v sistemu osnovnošolskega izobraževanja. Prav majhnost šole daje občutek domačnosti, zaupanja, varnosti in prijateljstva med mlajšimi in starejšimi učenci. Vpetost v okolje in povezanost med učenci, učitelji, starši in krajani predstavljata ključni prednosti podružničnih šol v primerjavi z večjimi. Včasih je veljalo prepričanje, da so podružnice za časom in da ne delajo po konceptih sodobne šole, vendar to vrstna razmišljanja nikakor ne držijo, saj poteka nenehno strokovno sodelovanje in izmenjava izkušenj med učiteljicami na matičnih in podružničnih šolah. Zavedati pa se moramo, da je obstoj podružnice odvisen od števila učenca, od posluha lokalne skupnosti in tudi interesa matične šole. Seveda pa so glavni dejavniki tudi starši, ki se odločajo o tem, kam bodo otroka vpisali v šolo. Šola je vedno bila in ostaja tudi danes najpomembnejša ustanova za prenašanje bogastva tradicije iz generacije v generacijo. Je most med posameznikom ter družbo in od trdnosti tega mostu je tudi odvisna medsebojna povezanost. Pomembno je, da imamo šole, da imamo dobre učitelje in seveda učence, kajti to, kar počnemo v šolah danes, bo čez 10 let tisto, kar bo to družbo peljalo naprej, bo naša prihodnost. Zato je pomembno, kaj se dogaja v naših šolah, zato vsi nosimo veliko odgovornost. Naj se v tej priložnosti tudi sam, v imenu vseh zaposlenih ter učencem zahvalim prav vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da ima sedaj naša podružnična šola Jernej resnično dobre pogoje za uspešno in kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, še za mnoge bodoče generacije. Še posebej pa se zahvaljujem tudi občini Slovenske Konjice in županu gospodu Ratajcu. In kaj naj rečem? Biti ravnatelj je lepo, ko se uresničujejo sanje za dobrobit naših otrok. Namreč,
Zgodbe o uspehu pišejo skupnosti, ki imajo skupen cilj. Prihodnost pa pišejo skupnosti, ki investirajo v naše mlade. Hvala lepa za te navdihujoče besede in tudi za to, da se danes v vaši sredini tako dobro počutimo. Tako da, jaz sem pa se prej, dragi otroci, malo pohecala, jaz vem, da imate za danes pripravljeno še eno glasbeno točko, ampak tokrat ne bo pevska, ampak bo plesna. Tako da bomo si tako čisto za konec privoščili eno plesno razvajanje, ki nas bo potem skupaj popeljalo tudi po teh novih pridobitev tukaj na Svetem Jerneju, ki bodo pomenile tudi bolj varne poti, kot smo že danes nekajkrat slišali. Tako da vas po tej lepi plesni točki z naslovom Lepši svet vse skupaj vabim, da se pridružite varnemu sprehodu do obnovljenega križišča, kamor nas bodo popeljale kar učenke in učenci podružnične osnovne šole, jer ne nazadnje oni to pot res najbolje poznajo. Takoj za njimi bomo seveda v vrsto povabili župana, pa predsednico krajevne skupnosti in seveda ravnateljico in zadaj gremo potem lepo v špalirju, kar vsi skupaj, tako bomo na lastnih podplatih in z vsemi začutili to, kar krajani tukaj doživljajo vsak dan in kaj dejansko te pridobitve pomenijo zanje. Tu sem